Pozdravljeni na kanalu Goljufi Slovenije, oziroma Slovenija. Pa dajmo še malo poklepetati nasploh o goljufijah. Ena izmed zelo zanimivih goljufij, ki jih opažam, so, razni e-maili, ki jih dobite v svoj e-mail box. Jaz kar ne morem verjeti, da je recimo, ne vem, tudi eden od mojih znancev, ali pa bi lahko rekel celo prijateljev, nedolgo nazaj dobil en mail, in sicer celo v ženin e-mail, da je prišel e-mail, ki mu je obljubljal nek ugoden kredit. In on se je tam začel meniti, ki sicer, kolikor vem, tudi ne govori najboljše angleško, tako da ne vem tako, kako se je zmenil. Ampak v glavnem menil se je, da bo pri njih vzel kredit. In seveda so rekli, ja, super, mi vam lahko odobrimo, ne vem, za kakšen znesek je šlo, ampak morate najprej plačati, ne vem, tudi točno ne vem, ampak mislim, da je šlo na začetku za ene 2 ali 3 tisoč evrov za stroške odobritve in vse take stvari. In seveda sta se šla ona dva menda z ženo ta denar sposoditi, ne vem niti kje in karkoli že, in sta nakazala 3 urje za tisti kao kredit. No, pa so oni mleli naprej in so rekli, ja, ne, nekaj je še stroškov z odvetnikom, pa uno, pa tretje, treba nakazati še, ne vem, 3 urje. Zdaj vam na pamet govorim, ne, mogoče so bili zneski malo večji, malo manjši. V glavnem na koncu mislim, da sta prišla na to, da sta nakazala 10 jurjev, 10 tisoč evrov, in potem je komunikacija čudežno zginila. Skratka, noben se ni več oglasil niti na e-maile, niti na telefone, niti na nič. Najbolj zanimivo mi je, ko sem se takrat pogovarjal s tem mojim prijateljem, jaz sem mu še rekel, pa kako nisi mene vprašal, zakaj si tazga naredil, ne? In mu je tako prav, ja, prav, veš, nisem hotel, ne, pa se zdaj ga FBI išče, zdaj ga bo FBI, pa CIA ga bo najdla. Jaz mislim res, jaz čudujem, bi rekel, ljudi, ne, ki dejansko res mislijo, da bo FBI za 10 tisoč vaših evrov skočil in cel CIA in vsi bodo leteli za 10 tisoč evrov vaših iskati kjerkoli po Ameriki oziroma mogoče ali pa nekje v neki Gani ali pa kjerkoli, kamorkoli je že ta denar poniknil. No, ampak to je samo en primer, ne, kako smo ljudje na nek način, jaz ne vem, ali smo res tako požrešni v Sloveniji, ampak pri nas je šlo ogromno teh raznoraznih, kako bi rekel, raznoraznih iger na neke vrste sreče oziroma piramidnih iger skozi Slovenijo in so ogromno denarja pobrali. Tudi zadnja ta, bi rekel, tako imenovana OneCoin, sigurno ste slišali kdaj za njo, ne, so mi jo še različni ljudje priporočali in me poskušali vklopiti v njo, ker bom tako dobro zaslužil in tako naprej, ampak tega vidite ni nikjer, ne. Pa so menda ljudje tudi nosili po 50, 100 tisoč in ne vem koliko evrov. Jaz ne vem, izgleda, da Slovenci imamo res še vedno preveč denarja, da bi rekel tako enostavno nasedamo na te goljufije, ali smo pa res tako požrešni, da verjamemo vsakmu, ki pride mimo in nam obljub, ne vem, da bomo iz enega evra dobili, ne vem, 100 milijonov. Lahko vam povem še eno zanimivo goljufijo, ne, to se je zgodila, pa jo celo jaz osebno poznam. Nekoč je bil nekdo, ki je ustanovil nekako društvo vitezov templarjev. Tudi mene so tam okronali in povabili. In zanimivo, zgodba, ki je resnična in jo lahko tudi poiščete na internetu, je, da je ta gospod, ki je pač to organiziral, tudi zbiral denar za razne relikve in tako naprej in imel znanja templarjev, tako je pač vsaj govoril. Ta znanja templarjev so tudi menda bila takšna, da ljudje na določenem mestu ob hiši ob polni luni zakopljajo, na pamet zdaj govorim, 10, 100, 50 tisoč evrov, kakorkoli že, in da bodo naslednji dan, ne, po dnev šli izkopati in bodo naslednji dan najdli 2-krat toliko denarja. In to so ljudje naredili. Ne morete verjeti, ampak ljudje so to naredili. In ne boste verjeli, ne, žal, ko so tisti denar zakopali, ne,
ga naslednji dan tudi unga denarja ni več bilo. Ne? Ampak seveda je to goljufija, se jaz razumem, ampak nekje mal pameti, mal modrosti, mal logike, bi je temu rekel, pa vse moramo imeti. No? Tako da jaz vam ne morem drugače reči, videl sem že ogromno takih izrednih, zanimiv goljufij pri nas in še vedno laufajo. Ne, ker drugače ne bi teh vseh mailov dobili, kakor jih dobimo, ne, v svoj mailbox, o raznih stvari. Zadnje so zdaj zanimive, da vam je pošta, bi rada vam, bi rekel, paket izporočila. Pa banka vam je zablokirala kartico, meni teh dobivam jaz kakorkoli. In sem prepričan, da ogromno ljudi nasede na te in klikne in ne vem, kaj se vse ostalo zgodi, ker nisem se nikoli s tem poglabljal. Tako da jaz vam želim vso srečo, ampak glejte, vsaka stvar, ki se vam zdi preveč resnična, dajte malo preveriti, dajte malo odtipkati gor v Google, je zelo enostavno, samo napišite goljufija ali pa goljufi Slovenija in recimo tle lahko komentar napišete svoje goljufije in ne jih skrivati. Ne, ker s tem niste nič naredili niti zase, še manj, ne, če vas je nekdo goljufal in to skrivate in nočete tega povedati, še manj ste pa v bistvu na nek način prvoščili oziroma prvošče drugim, da bodo enako padli na te limance. Tako da dajmo razkrivati goljufe. To je ta interes, zakaj sem naredil goljufi Slovenija, samo s tem namenom, da tudi vi predstavite koga, ne? In se o njemu odkrito pogovorimo, ne? S tem zaščitite ne samo sebe, da se vam to ne bo zgodilo, nekaj podobnega, ampak tudi vse ostale, ker goljufi nikoli ne končajo svojega dela. Goljufi so na poti goljufanja, to je njihova služba in bodo tako nadaljevali. Če ne morda takoj, pa čez nekaj časa vas bodo zopet dobili na druge limance. Skratka, lep dan vam želim, uživajte, če hočete kaj več zvedeti, goljufi Slovenija, God Franci. Čau!